Lepo pozdravljeni na dogodku v organizaciji Društva slovenskih književnih prevajalcev. Tokrat smo že tretje leto zapored del dodatnega programa Borštnikovega srečanja. In letos se bomo seveda spet pogovarjali o prevajanju dramatike, o čem drugem pa, ker smo pa že so prevajalcev. S tem, da bomo pač vsakič poskušamo kakšen drug aspekt, tokrat se bomo bolj pogovarjali o ponovnem prevajanju, možnosti dveh vzporednih prevodov in seveda tudi, kako se prevod prilagaja glede na delo z ekipo. Tukaj imamo pač tri prevajalke, ki so vse tri intenzivno sodelovale tudi z ekipo in bomo tudi na to temo kakšno rekli. Se pravi, z nami so Eva Mahkovič, dramaturginja in prevajalka, deluje v Mestnem gledališču Ljubljanskem, je tudi avtorica izvirnih besedil, ki so tudi dramatizirana bila lani. Potem Živa Čebulj, prevajalka in lektorica v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, in pa Katja Zakrajšek, prevajalka, še kaj, prevodoslovka, tako. Začeli bomo z zelo splošnimi vprašanji, zato se malo grejemo, potem bomo šli pa na bolj specifične in tudi na same tekste, ki jih imamo tukaj pripravljene. Če se na splošno vprašanje, kakšne so zdaj vaše izkušnje s prevajanjem dramatike bile do zdaj in če lahko kaj poveste na to o tem, kakšno je bilo delo sploh s tem tekstom, pa če, ne vem, a bi mogoče ti, mogoče edina, ki nisi glih iz gledališča, bi začela. Ja, zdaj si že začel moj odgovor. Ja, jaz tukaj res nisem, v bistvu je bil to moj prvi izlet v prevajanje za gledališče sploh, čeprav sem si tega že zelo dolgo želela. In me je potem ta tekst Angeli v Ameriki nekako našel, sva se našla. Tako da je bilo to tudi zame tako, mislim, da sem se ogromno naučila pri tem. No. Me pa fasciniralo to že od nekdaj, no, tudi kot prevajalko, ravno zaradi tega, ker gre seveda za nekaj precej drugačnega kot prevajanje za knjigo, za na papir, tudi z veliko manj stabilnosti, no, ki smo jo literarni prevajalci in prevajalke sicer vajeni. Zdaj, kaj je bil drugi del vprašanja? V redu je, se bomo že vračali na takšne in drugačne podrobnosti, tako da ne vem, če bi še Živa kaj na to temo, da se malo razgovorimo, da naredimo teren. Torej, jaz v gledališču delujem kot lektorica, se pravi, pač recimo, da je to osnovni pomen tega, te besede, predvsem bralka. Se pravi, da na nek način poskušam razbirati posebnosti besedila, sloga, v katerem je zapisan ta tekst, in ne vem, omogočati potem eno, prek tega omogočati en vstop v pomen in v samo besedilo. To in potem, kar so pa moje izkušnje s prevajanjem v gledališču, to sicer ni bil prvi tekst, ki sem ga prevedla, sem pa prej prevajala bolj komedije. No, lahko poveš, kjere? Oziroma sploh niti ne nujno. So bile Ona od Žana Ženeja, to je lahko smešno, ja. Potem je bila Laž od Florijana Zelerja, Tok Tok oziroma Resno moteni od Laurenta Baffija, pa zdaj tale Sartrova Zaprta vrata. Matejeva. Jaz sem pa primarno v teatru pač dramaturginja, tako da v bistvu so moje izkušnje s prevajanjem skoraj izključno vezane na projekte, v katerih sem tudi dramaturginja zraven. Pa ne dela, ne? Mislim, da je že, pardon. Tako da v bistvu ja, tako da, kadar imam pač kakšen projekt, ki se nekako zdi, da bi mi ustrezalo ga tudi prevajati, je v bistvu to potem ena krajšnica, ker že v prvem krogu v bistvu naredim neke poteze s tekstom, ker potem vem, da bojo tudi v študijo potem
lažje, hitreje stekle. Začela sem pa poleg svojega gledališkega dela tudi prevajati takoj direkt potem, ko sem šla iz akademije tudi na Filofax, pa sem potem delala diplomo na akademiji z Wajdijem Muawada, te njegove tetralogije, Kri obljub, ki sem jo pač takrat prevedla, tako da pol je pošlo nekako iz tega. Je pa vseeno to prevajanje za teater malo specifično v tem, ker ponavadi ti prevajaš po naročilu, ne? Zelo redko kdaj se zgodi, da ti prideš s svojim tekstom pa prodreš pri odločevalcih v teatrih. In kako je recimo, ok, pri tebi pa to je tako prva izkušnja, ampak pri vama dvema recimo, kako je pa se spopasti s tekstom, ki ga dobiš naročenega tako da, za teater? Da ti mogoče ni tako intimno blizu, pa moš vseeno stavno zavzameš profesionalno držo in se loteš. Ja, meni je v bistvu to, mislim, se pravim, skoraj edina izkušnja, ki jo pač poznam, ampak mi je takoj pač vstopom zmislila na to, kakšen bo proces, pa ponavadi nekako vsaj v okvirih vem tudi zasedbo že in s tem v glavi je v bistvu veliko lažje prevajati, no, pač nekako tudi režiserja ima že mislim, ja, je ponavadi že določen, tako da to so vse neke stvari, ki mogoče se ne zdijo, kakor da čisto vsaki točki zelo vplivajo na tvoje delo, ampak v resnici jih imaš pa skozi nekako vmes v zavesti, no, ko delaš na tekstu. To je zanimivo, ne, da prevajaš že z mislijo na ekipo, pa nekako tudi slišiš te glasove. Ja, ali pa vsaj pač na, mislim se, jaz za MGL prevajam, ne v glavnem, pač na kontekst teatra, v katerem to bo postavljeno. Živa, ti si prevajala tudi za svoj teater, še za kakšnega drugega? Prej sem prevajala, ja, tudi za druge, no, tudi, ampak ja, to, kar je Eva omenila, ne, da slišiš potem že igralce, ne vem, Florian Zeller je recimo večkrat izpostavil, da on sliši, pač, da tudi piše na ta način, da se odloči, za katerega igralca piše, in potem ga že tudi sliši, komponira njegove tike in tako. In sem se spraševala, recimo, no, kakšen je to, koliko legitimen je to prevajalski postopek za, mislim, v smislu tvorjenje novega stila, novega besedila, no. Ja, se pravi to, da že slišiš nekoga in potem, da te to vodi naprej, ne? Zanimivo. Ja, mogoče še vseeno jaz tudi povem, no, da čeprav je bilo besedilo, pač kot praviš, naročeno, ne, mislim, da je tukaj tudi ena umetnost tega, katero besedilo daš komu prevajati, ne. In v tem smislu mislim, da se je izkazalo, no, da meni v resnici, čeprav tega nisem vnaprej vedela, je to besedilo na nek način izjemno ležalo in se mi zdi fantastičen tekst, ki se ga res da preigravati slogovno, registrsko, ne, kako postaviš posamezne like, tudi same po sebi in v odnosih med sabo. Blazno sem uživala celo v prevajanju Didaskali. In so pač res dobro napisane. Mislim, na nek način je bil to zelo dober vstop, no, za nekoga, ki je sicer vajen pretežno prevajati romane ali pa pripovedna besedila, tudi zato, ker je sam tekst izpisan na tak način, da se v bistvu bere kot knjiga tudi, ne. Seveda potem, ko na odru zaživi, dobi še nove dimenzije, ampak v resnici se Angeli v Ameriki tudi super berejo, če se usedeš pa listaš, ne. To ne velja nujno za vsako zlasti sodobno dramatiko, ne. Tako da verjetno je bilo tudi nekaj na tem, ne, da so že dobro izbrali. Upam. Še to bi mogoče dodala. Ne vem, v štartu itak rečemo, en tekst bolj leži, drug tekst manj, ne, ampak se mi zdi, da če so dobri teksti, na nek način se, ne vem, usedeš v njega, ali pa se on usede vate in se kar začneš prepoznavati in začneš prideš v odnos z njim. Ja, v bistvu postane tudi na nek način tvoj, ne, tudi če moraš priti malo dlje. Če se samo vrnem na to, kaj bi se sploh danes pogovarjali, se pravi, imamo v obravnavi dve dramski besedili, sta od Sartra Zaprta vrata, ki seveda ni zdaj neznano besedilo v Sloveniji. Že sama izvirnik je bil prizaren že leta 1944
In po drugi svetovni vojni ga je prevedla Draga Ahčič za svoje gledališče Ad hoc. In je bila, mislim, da, zdaj pa jaz ne vem, tukaj piše, da je bila praizvedba v sezoni 57-58, katero leto natančno od teh dveh, mislim, da je bilo 58 in tudi pozneje je bila drama večkrat uprizorjena na profesionalnih, na ljubiteljskih odrih in bila tudi večkrat ponatisnjena v prevodu Drage Ahčič, nazadnje lani pri Mladinski knjigi, bojda z nekaterimi adaptacijami. Zdaj lani je bilo to, oziroma letos je bilo to tudi maturitetno čtivo, kar sploh teatri radi pograbijo za svoje programiranje, ker jim to tudi daje neko zagotovljeno občinstvo, tako da sta se za to odločila dva teatra, se pravi SLG Celje in Mestno gledališče Ljubljansko. Zdaj, bomo najprej malo o tem, kako se sploh, mislim, ta tekst je že tako zelo zasidran, ne? Kako ste se vedeli počutili, ko ste to začeli? A ste šli kaj primerjati, a vam je bilo kaj strah? Karkoli od tega? Mislim, moj spomin je bil od tega starega prevoda, je pač tako bil res zelo star, po moje pač tako srednja šola star. Ne vem, tukaj jaz sem delala z Jašo Koceljem, ki je pač to dobil zarežirati in on se je v bistvu tako odločil, on ima tudi sicer to tendenco, da zelo rad, če teater to podpre, da tekst na novo prevesti. Se pravi, da vstopimo v nek mogoče bolj govorljiv. Mislim, da lahko operiramo z nekim bolj govorljivim jezikom za zdaj. Tako da potem, ker sem pač jaz vedela, da bom zraven pri projektu, sem jaz nekako to dobila in se pravim, v bistvu okoliščine so mi bile že vnaprej znane, kakšna bo zasedba in to. In sem nekako se poskušala čim bolj s tem praktično spopasti. Mislim, jaz sem tako zelo praktična dramaturginja in zelo praktična prevajalka, tudi kadar pač imam tako nalogo. Tako da v bistvu grem predvsem za tem, da so tukaj neke govorljive stvari. Ampak lahko se malo več poveš o tem pojmu praktična dramaturginja? Kaj zdaj to pomeni praktična? A prav v dramaturgiji? Ja. To, da zelo s konkretnim materialom, se pravi pač s prizori, mislim, operiram, da nisem na nivoju teorije, no, gledališke teorije, ampak zelo z materialom, ki pač se ustvarja. Živa, ti si bila pa prevajalka, lektorica, nisi bila dramaturginja. Koliko si imela pa ti kaj besede potem pri oblikovanju besedila? Ne vem. Ne, pri nas je bila pa režiserka Mateja Kokol in ona se je v štartu odločila, da ne želi sploh, da se želi s Sartrom sopasti, kakršen je. In da ga sploh ne želi predrugačiti ali pa prilagajati na nek način ali kakorkoli. Tako da je ona meni rekla preveč tako, kot piše. In jaz sem to razumela kot pač carte blanche, imaš upravi svoje prevajalsko delo, ne v tem smislu dramaturškega prevoda, recimo. Tako da sem lahko šla v to s popolnim zaupanjem do avtorja, pravzaprav v tem smislu. No. Potem, kar se pa drugega tiče, nisem se šla posvetovati s starejšim prevodom, čeprav mi je v spominu ostal tisti stavek, pekel so ljudje okoli nas. Ampak potem, ko sem prišla do tega mesta pač v tekstu in v prevodu, je bilo nekako jasno, da bom prevedla drugače. Da je izvidniku pekel so drugi, ne? Ja, in drugi prav tudi z veliko začetnico. Drugi je bil tudi prvotni naslov tega teksta. Tako da je bilo čist smiselno. Dobro, da je zdaj na odru, ne vem, to bo mogoče Eva znala povedati, ampak kako na odru povedati veliko začetnico, je vprašanje, ampak pač kot prevajalka si jo lahko prvoščam. Sem sicer na hitro švrknil vajna dva prevoda, se mi zdi, da je tvoj vseeno malo bolj literaren, tvoj je pač malo bolj,
bom rekel, pogovoren. Ne? Mislim, jaz tudi prevedem tako, kot piše, no, ampak pač se tukaj smo zdaj, da ne bo tukaj kakšnih, da sem zelo svobodna. Ne, to nisem tega mislil, ne, ampak so neke razlike v registru, so prevajalsko oko jih opazi. To pa je. Je pa bilo pri nas, no, če se navižem na živo, tukaj je bilo pa pri nas, v bistvu sva z Jašo zelo hitro vedela, da bova precej črtala. Nismo se nekako s tem, nismo šli z ambicijo, da bi tukaj integralno verzijo ohranili, zato ker tudi v tem smislu, no, pač se meni zdi, pač je treba nekako loviti drug čas. No. Mislim, to, kar pač lahko ta material v tem času nam proizvaja, tako da sva pač v bistvu kar precej pokrajšala, tako mislim, da 1/3, ampak ne po motivih, ne po vsebini, po čist količini besed, ki se porabi za neki izraz. In to besedilo, ki je v sredici, je pa ta tekst, ki si ga ti pač prevedla. Ne? Ja, mislim, kadar pač prevajam, pa sem potem dramaturginja zraven pri projektu, imam pač tudi to prednost, da mislim, jaz pač vsakič zelo natančno delam s tekstom, tudi če so tuji prevodi, seveda, in potem to po potrebi vedno prilagajamo, kadar sem pa že sama, pa tudi hitreje vidim, kje sem kaj zafrknila, pa pač popravim tudi tako, da so bili seveda določeni popravki, ker sem videla, da pač kaj ne funkcionira, pa sem bolj to. In recimo mene to zanima, ne, ker pač vi pripravljate besedilo potem za objavo, ne? Zdaj, a je to tisto besedilo, ki ga potem vi še skupaj z igralci mogoče kaj modificirate, a je to tista verzija, ki jo ti narediš, pa daš na prvo bralno vajo? To me zanima, ta umestni čas. Ja, načeloma, če gre pač za moj prevod, ker se sicer sem tako zelo redko pač gre v objavo, mislim, ene 2-krat, 3-krat mogoče. Neke minorne popravke še naredim, če pač res kaj vidim, da je bilo kaj res slabo, oziroma mi se zdi za nazaj, da je bilo slabo. Če so tuji prevodi, so to seveda tisti, ki so oddani, sam grejo sem čez lekturo. Če načeloma imamo pač to politiko, da kadar se kaj na novo prevede, ali pa so novejši teksti, probamo objaviti, zaradi tega, ker sicer pač pri prevodi dramatike to redko pridejo sploh do kakršnekoli objave, zato pač probamo samo vsaj v gledaliških listih nekako to malo pač ja, pokrpati. Živa, a je ta verzija, ki je izdana, ti si mi sicer poslala v Wordovi datoteki? Ne, moja verzija ni. Je pa recimo, no, prej si omenil, da je moja verzija bolj literarna, ali pa je tudi to, da sem pustila recimo noter ime Livarne, Barbedien, ki je Draga Hačični, pa pri vas je tudi niste več imeli? V prevodu je. V prevodu je. Zdaj, se mi je zdelo ful zanimivo, no, ker je bila to pač ena odločitev tudi od Drage Hačič, ker konec koncev ne vem, ko gledaš kot gledalec, pač to so neke reference, ki grejo hitro mimo tebe in tako naprej, tako da je čist smiselno. Jaz sem recimo se odločila, da pustim Barbedienovo Livarno noter. In potem se je zgodilo ful zanimivo, ker načeloma se, če ne poznaš te livarne, ti nič posebnega ne pove. Se je pa vseeno zgodilo, da je prišel na našo predstavo gledati en gledalec, ki je potem to Barbedienovo Livarno poznal in je bil tako navdušen, da mi je potem prav poslal katalog Livarne iz leta 1885. Tako, no, in se mi zdi, da se pravi, ga je moralo res razveseliti. Ne. Kar pomeni, in to je tisto, se mi zdi, kar se nam pri prevodih itak vedno dogaja. Ne. Se pravi, in ne vem, avtor pusti noter, ne vem, določene reference, ki gredo lahko, tako kot je recimo zadnjič na pogovoru Madžarevič pravil, ki gredo lahko mimo nepozornega bralca in mu ne naredijo nobene škode. Če imaš pa recimo pozornega bralca ali pa pozornega gledalca ali pa z nekim drugim referenčnim okvirjem, pa mu to lahko toliko veliko pomeni, da se prav potrudi do pošte. To je bilo kar fascinantno. No. Samo recimo, če gre besedilo v objavo, ne, kakšno doktrino bi vedve zagovarjali, da se prevede čim bolj neutralno,
Ali da se že poskuša kaj interpretirati za nekega potencialnega sodobnega bralca ali gledalca. Ali da se pusti zadeva pač bolj zvesto izvirniku za to, da pač pustiš material za druge, da jih adaptirajo. Ja, glede na to, da imam jaz izkušnje samo z objavami v gledaliških listih, ki so itak, se mi zdi, precej težko bi, mislim, skoraj, ne vem, ali se to opredeli sploh kot objava ali ne, mislim, manj ostanejo, a ne, kot recimo v neki knjižni verziji, mislim, seveda se opredeli, ampak hočem reči, je manj substantial. Bi jaz v bistvu tukaj ostala pri stališču, da so to v bistvu prevodi, ki so narejeni za določen projekt. Ja, se pravi, da so zelo zasidrani v kraju in času. Zdaj pa, če bi se tukaj mogoče potem moralo odločiti, ali za kakšen drug medij se to prilagodi, bi bilo pa potem mogoče drugače. Ampak se mi zdi, da glede na to, da imam jaz res izkušnje s prevodi, ki so naročeni za specifične projekte, da v tem primeru pač se mi zdi nekako prav tudi ta prevod tako ohraniti. Kaj pa ti, Živa? Kaj se mi tebi zdelo? Ne vem, mislim, jaz vseeno pač tudi v gledališču živim zelo v svoji prevajalski substanci, moram reči. Kar pa pomeni, da na nek način bi rekla, da zaupam slogu avtorja, no? In ugotavljam, da tudi ta slog avtorja na nek način, mislim, ne glede na to, koliko je avtor sam zasidran v nekem času in prostoru, njegova ustvarjalnost presega norme. In ta slog, ki ga pravzaprav potem zapiše v svoj tekst, na nek način v prevajalcu vzbudi tudi en določen pristop in en določen slog. Ne? In ne vem, pač bi rekla, da so to zaokrožene, ne vem, se pravi, seveda, če delaš z nekimi prevajalci, ki jim lahko zaupaš, da bodo pač opravili, da bodo skozi sebe spustili tega avtorja in opravili takšno delo, se mi zdi pač pol to ključno, da zaupaš tudi prevajalčevemu slogu. Ne. In predvsem se mi zdi zanimivo razmišljati o tem, ne kako bi stvar boljš povedal, ampak predvsem o tem, zakaj, kaj je tisto, kar je spodaj, da je tisto, kar je povedano, povedano prav tako, kot je pač povedano. No. Tako in pravzaprav zdaj, tako kot pač je avtor zasidran v svoj čas in prostor, v svoje norme, tako tudi pač prevajalc, ampak vseeno tudi prevajalska ustvarjalnost presega norme, presega čas. In ker pravzaprav pač prevajalc ni stroj, ki upošteva hkrati vse norme svojega časa in prostora, ampak predvsem živo bitje, ki vstopa v proces. Ja, ker recimo mi imamo tukaj zdaj opravka z dvema tekstoma, en je sta recimo tam med 30 in 40 let, Zaprta vrata 80, če sem prav zračunal. In to so že ta leta, ko se nam ene reference se nam že počasi izgubljajo. Ne? Tako da treba vse ene zadeve potem malo tudi adaptirati. Zabavno se mi je zdelo, ko Sartre uporablja izraz dancing. Ne? In draga Ahačič je tudi ohranila še zmeri dancing, da je peljal na dancing. Seveda danes to ni več slang, bi ga uporabljali. Ne vem, če se spomnite, je pa to pisal, ne vem, če še piše, čist na vrh gor ljubljanskega Nebotičnika je to pisal. To se še spomnim, mislim, da še pred 20 leti so to pa dol vzeli, ta napis, ampak pisal dancing. Ne. Napaka, da so dol vzeli. Napaka, to bi morali gor ostati. No, pač to sta mogli, to je bilo treba posodobiti, ne, da pač enostavno, da se šla na ples. Ne. Ja, mislim, posodobiti. Ja, se ne vem, ali posodobiti. Pa če sem, ja, ne vem, mislim, meni se ni zdelo, da posodabljam Sartra, ampak ga pač prevajam v ta jezik, ki... No, mogoče sem narobe se izrazil, no, da pač ne gre za posodabljanje Sartra, ampak gre pač tako, gre za standardni prevajalski postopek. No. Ja.
V redu, hvala. Bomo še na kakšne zadeve se bomo še vrnili, zdaj pa pač naši in vaši Angeli v Ameriki, monumentalen tekst, ki je bil tudi letos kar dvakrat uprizorjen. Pri monumentalnosti tega teksta, ne del 1 pa 2, je tole za eno predstavo, samo da si predstavljate. Ne vem, če je bil sploh kdaj v integralni verziji res uprizorjen tako živo na odru, zmeri se ga krajša, pa že krajšave so dolge 5 do 6 ur. Skratka, Angeli v Ameriki, ameriškega dramatika in scenarista Tonija Kušnerja so bile napisane konec 80-ih, prvič so bili uprizorjene leta 91, potem pa na Broadwayu, ki očitno ima to večjo težo in zato zasluži tudi dodatno letnico, pa leto kasneje je v 2 delih. Prvi del je Pred pragom tisočletja, drugi del je Perestrojka. Na Broadwayu potem je prevzeli leta 93. Delo je pač prejelo potem Pulitzerjevo nagrado za dramatiko in tudi velja zdaj že za sodobno klasiko ameriške dramatike. Leta 2003 je Mike Nichols priredil za zelo odmevno serijo z neko vrhunsko zasedbo. Mislim, da so bile pač res Meryl Streep, Al Pacino in vse te gospodje in gospe. Toni Kušner, zanimivo, potem ni več bil zelo aktiven kot dramatik, ampak kot scenarist in je večinoma sodeloval s Stevenom Spielbergom. Angeli v Ameriki so umeščeni tako dogajalno konec 80-ih. Med letom 86 pa 90. In 90 govori pa o specifični točki v 80-ih, spravi, ko se je že konkretno začela poznati epidemija AIDS-a in govori, pač v srednji liniji sta 2 para, pač en je straight, en je pač gejevski par in potem se to prepleta, odpleta levo, desno in spravi, že krajšave so dolge 6 ur ali več. Vmes je pa nastopa zelo vplivni Roy Cohn, ki je resnična oseba, to je bil nek zelo konzervativni odvetnik, ki je tudi precej zaslužen, zdaj, da ne bom govoril na pamet, tudi zato, da pač to, da je Reaganova administracija zavirala razvoj oskrbe bolnikov s HIV-om in AIDS-om. Tekst, kot sem rekel, prizorjen bil v tej sezoni 2-krat v mini teatru v režiji Ivice Buljana in za osnovo so uporabili, zakaj bom rekel za osnovo? Za osnovo so uporabili prevod Mihe Avanca in potem še v Slovenskem mladinskem teatru v režiji Nine Rajić Kranjac v naročenem prevodu Katje Zakrajšek. Katja je z nami in lahko pove vse o tem prevodu, ker to je res neizčrpen vir debate. Tako da sem bil že vmes kratko malo v stiski, ker pač vsako stran, ki sem obrnil, bi bila vsaka replika je osnova za debato enourno o registrih, o kulturnih referencah, o okolju, o adaptacijah. Skratka, niti sploh ne vem, kje ne začnem, razen te zadeva je res bojda toliko dolga, to je res, ne vem, če sem se prav zapomnil, da je bila prva bralna vaja dolga 10 ur. Ne spomnim se točno, vem, da smo pač en delovnik tam sedeli in nismo prišli skozi, na teh prvih bralnih vajah sem bila, potem sem pa en dan spustila, pa ko sem prišla, so spet drugič bralno, ampak seveda, zdaj ta prva bralna vaja, tukaj se berejo tudi didaskalije, pol se malo razpravlja, pol se malo, ne, tako, ni to zdaj čisto branje, ampak pač materijala je ogromno. Tako da je že vnaprej jasno, da se bojo stvari krajšale, jasno pa ni vnaprej seveda, kaj se bo krajšalo. To je bila ena taka po svoje malo tudi stiska, čisto zaradi tega, ker se mi res zdijo stvari tako dobro napisane pa postavljene, da mi je pač osebno, vsake vrstice škoda, hkrati pa seveda vnaprej veš, da predstava ne more drugače sploh funkcionirati, da tudi konec koncev igralke in igralci morajo zadevo preživeti. To je nekako minimalen standard, tako da jo bo treba krajšati. Ampak kaj se je potem zgodilo? Mi smo pač dali to eno drugo branje čez
potem pa pride dramaturg pa reče, joj, a bi ti prevedla še tele dodatne prizore. Drama ima namreč ne samo ta material, ki ga vidite v knjigi ali pa ki ga dobite za prevod za uprizoritev. To so tudi nekoliko različne verzije, nekateri prizori so malo različno premontirani med sabo, kakšne replike tudi različno porazdeljene in tako. Ampak potem so še neki dodatni izbirni prizori, ki jih lahko umontiraš tam pa tam, če želiš, pa jih lahko umontiraš še tam pa tam. Skratka, tukaj se vidi, mislim, da je zaradi tega to ostal tako živ tekst, ker je Van Kušnir v resnici opisal ogromno. Ne samo teh intimnih zgodb, ampak potem cel družbeni kontekst, konča se res s tem vetrom sprememb, ki je opisan v bistvu tudi v naslov drugega dela, perestrojka, in se razpira v bistvu eno globalno dogajanje. Hkrati je tudi, se ozira v zgodovino, ameriško, ampak ne samo. In se v bistvu razpira skozi to dramo, mislim, da lahko govoriš tako o vesolju življenju in sploh vsem, na nek način. In zato se je meni zdelo tudi zelo fino, super videti čisto različni uprizoritvi, ker jo res lahko narediš 2-krat, 3-krat, 4-krat in je ne boš izčrpal, ker je pač material tako bogat. Sploh pa, če ga začneš postavljati še v povezavo z današnjim časom. Ampak dobro, to zdaj že presega prevajalska vprašanja. Je pa, to bi še povedala, da prvi del je bil preveden že leta 2001, je izšel Avancov prevod samo prvega dela v takem špehu ameriške dramatike. Se pravi, preveden je bil res za knjižno izdajo, kar je spet drug proces. Jaz, ko sem se recimo lotevala prevajanja za gledališče, kot rečeno prvič, je bila meni ena mogoče največja tista vnaprejšnja, ojoj, kaj pa zdaj pa ne bom mogla imeti fusnot, pa ne, da jih v romanu zelo veliko uporabljam, poskušam jih sploh ne uporabiti, ampak vedno imaš opcijo, da na koncu ali pa v spremni besedi ali pa kje še kaj pojasniš. Zdaj sem se prvič zavedla, ne moram imeti fusnot. Ampak recimo, da malo sem primerjal pač uprizoritve vrat in tekst in recimo tam nekako se še človek ujame, če bere tekst pa posluša uprizoritev. Ker sem pa jaz primerjal, sem dobil potem od teatra in pač tvojo zadnjo verzijo in tisto verzijo, ki so jo oni pripravili z vsemi Q-ji za uprizoritev in sem se čisto izgubil. Ker tvoj tekst se začne s tem pogrebom, s tem rabinom, uprizoritev se pa začne z nekim monologom v jidišu, pa še to je kaj fonetično bil zapisan in to. In je res pač kar precej drugačno. Koliko si imela sploh, v tem pač odloča ta dramaturg pa pač režiser, koliko si imela pa recimo ti besede, a ste se z vama tudi kaj posvetovala, kako bi kaj predrugačili, dodali, odvzeli? Ja, glede teh dramaturških zadev nič, kar je normalno. Jaz sem pač tam prevajalka, ne dramaturginja, ne režiserka. Sicer moram reči, da pač ko sem jaz gledala to, sicer nekaj mesecev seveda po prevajanju, ampak vseeno sem ta tekst predihala veliko krat, sem seveda, se najbrž nisem tako zgubila kot ti, mi je pa gotovo zelo delal, so mi delali skozi možganje, kako so zdaj to premontirali, tukaj zdaj to so rezali, tako je bilo. Meni se je zdela zanimiva ta razlika tudi v perspektive, ko smo se pogovarjali, so oni rekli, pa se nismo veliko posegali v tvoj tekst, Meni se je zdelo veliko, ampak seveda to mislim, da je tudi razlika med medijama. V literarnem prevajanju seveda si navajena imeti vsako vejico in piko povsem osebno pod nadzorom. Tukaj seveda veš, da gre tekst v drug proces, ampak mislim, da nisi, ko prvič delaš, tako pripravljena na to, kaj se bo z njim zgodilo, ker je eno pač nekaj teoretično vedeti, drugo pa pač doživeti. In njim se je zdelo pač, da niso toliko posegali. Se v bistvu posegal sam prevod ni bilo toliko, kolikor je bilo res teh krajšen premontaž, pa potem tudi interpolacij, avtorskih. In
Pri tem v bistvu jaz nisem imela dejansko nič, jaz sem v bistvu bila pri nekaj bralnih vajah, tam smo se tudi večkrat, smo se precej pogovarjali tudi o določenih rešitvah, ene smo še potem skupaj tudi bolj definirali ali pa predrugačili. Recimo, dosti smo se pogovarjali tudi o tem, ker sem jaz adaptirala nekaj imen, ne. In so bili vsi navajeni seveda na priorja, ne. In jaz sem si pa drznila in sem ga prevedla, ker je povedno ime, v bistvu ni pravo ime kot ime, a ne? In seveda se nanaša tudi v drami pač potem tudi ena besedna igra oziroma asociacija, ne, ene odlikov, ne? A ni to hecno ime, ne? Bom povedala zdaj pač tako, kot sem jaz prevedla, pred Walter, kot da je to Walter pred tistim Walterjem, ne? Ker jih je pač cela vrsta, ne, rodbinska in sem je ime prior, kot prejšnji, ne? In to seveda ni ime kot ime, tako je ime samo v tej drami. Ne? Zdaj seveda vsi v ekipi so verjetno gledali vsaj to nadaljevanko, ne? In so imeli pod zelo v glavi tega priorja. Ne? In potem se mi je zgodilo malo tako, kot se dogaja ponavadi prevajalcem fantastičnih tekstov, ki ljudje že vnaprej vejo, kako hočejo, da bi se stvari prevedle. Ne? Ampak to smo se recimo pogovorili, sem jaz pač pojasnila proces in tako. In so rekli, aha, ne, ker sem jim rekla, pa saj poskusite, ne, sej, če pa res ne bo šlo, ne, pa je šlo. Ampak potem se je pa zgodil kaj, ne? Potem so se pa zgodili ti jezikovni posegi v samem besedilu, v smislu, da sem jaz seveda oddala tekst v slovenščini. Potem je prišlo, to se je zgodilo pri obeh uprizoritvah, v bistvu zanimivo na različne načine, pa na različnih mestih, je vstopil noter tekst v hrvaščini, ker je bil en član oziroma ena članica igralske ekipe, ne, pač z Hrvaške. In zdaj seveda to precej spremeni, ne, tudi jaz kot prevajalka ne morem stati za tem tekstom, ki so ga pač oni prevedli v hrvaščino, ne, zato tudi, če pogledate, piše, da so naredili po mojem prevodu, ne, da sem pač, ne, da je prevod Katja Zakrajšek po prevodu, ne. Igralsko je to, mislim, da liku gotovo koristilo, ker se je pač igralec z hrvaškim materialom res lahko pač je res lahko postavil lik, ne? Ampak seveda to je že en tak poseg, kjer jaz nisem imela pač v bistvu, jaz sem vedela, da nekaj bo, ne, v hrvaščini, nisem pa vedela recimo kaj in kater lik in v kolikšni meri in tako. Zgodilo se je še nekaj drugega, da je veliko teh avtorskih interpolacij v tekst je pa v angleščini, ne. In tega jaz tudi nisem, to je pač nekaj, kar se je izluščilo v procesu, ne, na teh prvih vajah, kjer sem jaz bila, v bistvu ni bilo še govora o tem, ali pa ne v taki obliki, ki bi ga jaz zaznala, no. Videlo se je že, da drugače dojemamo vlogo angleščine, a ne, ampak to je bilo, ko smo se pogovarjali o teh drobcih, recimo filmskih referenc ali pa nekih dokumentarnih sklicih, ne, have you no decency, sir, ne, oni so bili tako pač, to imamo mi v glavi v angleščini, ne, sem to seveda prevedla. Citat, ne, iz političnega govora. Ampak potem je v bistvu v uprizoritev skozi kar dosti široko odprta vrata vstopila angleščina. Ne. Zdaj, če bi jaz to vnaprej vedela, bi se mogoče tudi glede teh imen, ne, pač ni samo pred oziroma prior, jaz sem potem prevedla še Mr. Lies, ne? Ja, Mr. Lies, ne, ki je nek ta potovalni agent, ki je verjetno halucinacija od Harper, ne. Sem ga prevedla v gospoda Lažeta, ne, gospod Laže, ne. In potem je še en, ker sicer to se vidi pa samo v bistvu, če pogledate pisni del, ne, drugi del začne govoriti Aleksej Predpotopovič Rajskovrtov, najstarejši še živeči boljševik. Jaz sem se blazno zabavala, ko sem prevajala to ime, ne. Ampak to tudi ni bilo sporno. Tako, hočem reči, te zadeve, o katerih smo se pogovarjali, tako kot to ime, pa še nekateri posegi, so tudi oni dobro sprejeli, ampak ja, tukaj bi se recimo verjetno tudi drugače odločala, ker zdaj ima dejansko pred oziroma prior v drami tudi te dve imeni, ne? Ker seveda, ko govori Natašin angel v angleščini, ga pač jasno naziva kot prior, ne? Ne vem. To so potem te idealno bi bilo, da bi bil človek ves čas tam, ali pa tudi ne, ker v bistvu sem jaz tudi zelo zaznala, da je to pač na neki točki zdaj postal njihov proces, ne, kjer v bistvu kot prevajalka sem jim samo rekla, pač tukaj me imate, če bi se še kaj radi posvetovali, nekaj sva potem še z lektorcem Matejo Dermel se še tudi ene detajle popravljale, ampak se mi je zdelo, da v bistvu ta izstop, ne, ko pač si oni začnejo
prisvajati tekst, da v bistvu jaz bi verjetno tam samo še bremzala, če bi hotela biti aktivno zraven. Ne, ker bi upila, ne, Kušner je tako napisal. Ne. Seveda, oni so morali ta proces skozi dati, ampak potem pridejo tudi kakšne take stvari, ko si rečeš, joj, če bi vedela, ne bi drugače naredila. Sam abi, ampak recimo to je, da sem tem namenjeno, abi recimo pri teh v procesu, ko se dela z igralci, pa ki jim vse moš pustiti mal, da zadihajo s tekstom, ki je potegnila črto, da tega pa absolutno ne bi dovolile. Recimo, če bi bili kakšni taki momenti. Ste že daj doživeli to? Ne. Ali ja? Jaz ne. Ne. Jaz sem ful prilagodljiva tukaj. Mislim, seveda, če tukaj nekaj jemlješ kot svoje avtorsko delo v smislu, da si zelo ponosen, zelo navezan na to, potem bi verjetno. Ampak se mi zdi, da pač gledališče je res zelo skupen, zelo kolektivna oblika umetnosti, tako da tukaj je pač vse stvar dogovora. Se mi je zdela pa zelo zanimiva poanta to, kar si prej ti rekla, kako je v bistvu pogled iz stališča nekoga, ki prakticira teater, je pač tak, da ne spreminjamo veliko, vedno je pogled, ne spreminjamo veliko, verjetno pa iz drugega konca pa čist drugače spade. To mi je bilo ful všeč. Ja, meni je to zanimivo, kako se reče, recimo, da se vstopa v tekst, pa se potem razmišlja o tem, kaj je hotelo bilo povedano, kaj je avtor hotel da reče, recimo. Ne vem, se mi zdi, da včasih preskočimo kakšno stopnjo, ki je pravzaprav včasih čisto bralno razumevanje. No? In sicer prav v smislu, tako kot sem že malo prej omenila, ne, tako se pravi, smo res že toliko vstopili v tekst, da lahko rečemo, da pač smo v nekem transu in govorimo zdaj avtorja. Ne. Kdaj se nam to zgodi? Zagotovo se to zgodi v nekem delu procesa, pa najbrž tudi na odru, ker tudi v nekem smislu valjda morajo biti igralci v nekem transu, drugače si jaz sploh ne morem predstavljati, kako sicer lahko vsak dan zvečer za večerom stojijo na odru pred ljudmi in tako. Ampak prav v tem smislu, no, se pa, ne vem, vseeno je moja, mislim, vseeno sem tudi zaposlena kot lektorica in kot sem že prej omenila, kot bralka. No. Se pravi, da mi je zanimivo to, zakaj so stvari povedane prav na ta način. Zakaj Maša v Čehovu tako strašno se ji lomi beseda, zakaj tako strašno išče besede, zakaj je toliko tropiči in tako, vse vemo, kaj je hotela povedati, pa vemo tudi, kako bi to lahko bolj gladko povedala. Ne? Ampak zakaj pa ni tako povedala, ne? Tako kot recimo meni, ker sem tudi prej neko skladno uporabila, ki je v nekem naprej pripravljenem govoru mogoče ne bi. Ne? Ampak to je pač ta spontani govor in recimo vrhunski avtorji dramatike se fantastično poigravajo prav s temi značilnostmi pa elementi spontanega govora. Se pravi, kako izbiramo na novo besede, kako se zaletavamo, kako izbiramo po paradigmatski osi ene določene izbire, kako se popravljamo in tako naprej. Ne? In dejansko v nekem spontanem govoru, ko se poslušamo, zdrži poslušalec načeloma vsaj 7 teh paradigmatsko različnih elementov, da še razume, kaj je hotelo, kaj je bilo zadaj, kaj je bilo tisto, kar je hotelo biti povedano. Recimo, no. Z tega vidika mi je bilo res žur prevajati Lewisa, ne. Te dolge tirade, ki se lomijo, ki se popravljajo, ki grejo mal zategne v rikvrc, pa se zgubi, pa ne ve čist, ampak noče utihniti, pa gre naprej. Ne. Si predstavljam, da je to tudi igralsko pač zelo zahtevno. In v bistvu na bralni vaji se s takim tekstom, in to je zelo premišljeno napisan, seveda daje vtis neke te zblojenosti, ampak napisan je zelo premišljeno in
tudi prevesti je treba, pač to zelo premišljeno. In sem opazila tudi to, ne, to mi je bilo tako zanimivo, se po svoje logično, ne, da na bralni vaji se tam veliko bolj človek zatika, ker ne ve točen, kako točen še grejo te napake, ta tipanja in tako kot če daš nek tekst, čeprav je dosti kompliciran, ampak je sklenjen v neke pravilne periode in tako, no. To mi je bila recimo ena taka zanimiva izkušnja. Drugače pa, ker si vprašal, ne, če bi kje potegnila črto, ne. Mislim, jaz sem naprej predpostavljala določene zadeve, da se bojo zgodile, ker seveda mislim, da če prevajaš za mladinsko gledališče, pa če imaš druga pričakovanja oziroma veš, da se bojo drugače delali s tekstom, kot če prevajaš za dramo. Ne? In tako, in v bistvu tudi zaradi tega in vem zase, da sem pač zelo kako ne rečem, zaščitniška do teksta. Do tega, kar sem z njim naredila, ker se mi zdi pač, če sem tako naredila, da sem s tem kar najboljši izrazila pač, ali pa predala avtorjev tekst v slovenščino. Hkrati seveda pač se zavedaš, da ima gledališče neke svoje procese in tako sem na svet, ne, tudi izkušenejše kolegice ravno to se zmenila, ne, da odstopimo, da naredim ta korak nazaj, ne, s katerim sem v bistvu pač želela signalizirati, da pač to ni samo tisti tekst, pod katerega sem se jaz podpisala. In nenavadno, ne, koliko lažje mi je bilo dejansko potem odstopati od teksta in reči, vaš je zdaj delite z njim. Ne. Verjetno, če bi potem pisali prevod ta pa ta, ne, bi bila pa precej bolj tako z belimi členki potem na premieri, ne, kaj so zdaj naredili. Se pravi, se bomo vsi podpisovali prevod po motivih ali kaj takega, pa se bomo boljš počutili. Živa, prej si ti omenila, se mi zdi zelo pametno pač bralno razumevanje teksta. Je pa vseeno pri dramatiki to, da je pač to treba bralno razumevanje pač skozi več replik slediti, ker se dostakrat pač zadeve pač prepletajo levo-desno. Recimo in tega je zlasti ogromno v Angelih v Ameriki, imajo pa še Angeli to posebnost, da so v zelo različnih legah napisani. Ne. Zdaj pa najbolj zanimivo, saj tudi tako za gledalce, tako najbolj sočno je poslušati ravno te prizore med Belizom in med Predom, ne, in med Prajerjem, ki sta pač oba dva bila v dregu, včasih pač ko se tem reče, preoblačenju, pač oba sta bila dregice, no, nekoč, ne, in sta ohranila to špiko med sabo in to je zelo sočno. Zdaj pa tako, kar se tiče tega slenga, ki je že mal star, pa ni več toliko star, ne, si imela ti kakšnega konzultanta, si se sama znašla v tekstu? Ne, sem se pogovarjala pač z več ljudmi, no, mislim, dobro, ne prav z dregicami, ampak vseeno, recimo z LGBT scene, ne, in pač iskala neke svoje, seveda, kaj smo se pa tudi že naučili, no. Tako, ne. Kaj si pa lahko tudi zmislimo, ne. Ampak kljub temu, ne, še potem v bistvu, ko smo imeli že bralno vajo, ne, pa je še potem kdo rekel, ampak tole, ne, pa sem jaz rekla pismo, ampak jaz sem to našla še v tem slovarju, ne, LGBT. Ja, že, ampak to je nekdo tja noter upisal tako očitno malo skalkirano, ne. Ni bilo prav z področja drega, ne, pač šlo je za izraz fairy, ne. Tako, in tako da smo lih po teh zadevah smo še potem tudi skupaj malo šraufali, ne. Je pa ena stvar, ki sem jo pa potem videla v predstavi v mini teatru, ne, in sem rekla, zakaj se tega nisem jaz spomnila, ne, tudi. Če lahko zakaj oprosti, za kjer izraz je šlo in kako si ga? Fairy, ne. Pač, in sem jaz dejansko našla pač v nekem tem LGBT slovarju, ne, na spletu neko vilinko in tako, ampak v bistvu ne funkcionira. No, in potem smo pač, ne rečem, vilin, ti si pa ti vilinka. Problem je bil seveda, ker je nekaj, zakaj pa ne bi bila coprnica, reče Harper, ne, sem se poročila in pač z drugo mitološko bitje vrže ven, ne, tako. Ampak, čakaj, kaj sem hotela reči? Ne vem. Se lahko vrnemo nazaj, itak je pač neizčrpen vir debate ta tekst. Pak recimo, to je ena plast, ki jo je treba kot tu pa moram povedati, kaj so super naredili. To. Če se res nisem in sem se potem tepla po glavi, ne, tako da se spovem.
Belize pa predmeta to tudi včasih preklapljata v francoščino, nekaj bolj ospoljeno od angleščine, ne, in si potem rečeta ma biche, ma belle negre, ne, in tako pač se te ženske oblike tudi, pa se kličeta punca, ne, tako, veš, ljubica neki, vse to, ne, no, recimo to dvoje seveda so tudi v slovenščini tako prevedla in seveda, kaj so naredili, ampak to je v bistvu ekipa predstave naredila, ne, to ni v prevodu prvega dela tako narejen, je, da lepo preklopite in uporabljate tudi ženske glagolske oblike, ne, in super funkcionira v enih prizorih, ne vedno, ne, ampak takrat, ker res padete v to svojo pač persono, ne, dragovsko pač in zelo gladko in sem tako gledala, ja, kako so pa to fajn naredili. Ne, so v bistvu ta njuna dragovska persona v bistvu bolj spomin na neke lepše dni, ne, tako da je to v bistvu nima neka uteha, no, da imate še ta jezik, da jim je še ostal. Ampak v Angelih so še druge reference, ki so recimo lahko tudi bolj zafrknjene, ne, se pravi na takratno politiko in na konkretne politike, ne. Kako si pa to kaj obvladovala, si imela s čim kakšne res težave? S temi političnimi zadevami niti ne. Seveda si potem na neki točki želiš, da bi mogoče tle pa lahko dala kakšno fusnoto, čisto zaradi tega, ker seveda te stvari najdeš in se jih tudi da prevesti in se jih da prevesti tako, da funkcionirajo v dialogu, ne, ampak enostavno se vprašaš, a bo publika tukaj ne ujela ene reference, ne, že to pač, kdo je Roy Cohn, ne vem. Ne bomo prav gotovo, tudi če povemo v angleščini ali pa v slovenščini, ne vem, verjetno večina publike ne bo prepoznala, ne, have you no decency, sir, ne. Ampak Roy Cohn je itak že sam po sebi ampak je deluje, že vpisan v tekst, potem pač gledaš, da je stvar, ja, da pač stvar v dialogu nekako deluje. Tisto, kar je bilo po svoje težje, no, je, in s čimer sem se tudi neskončno zabavala, je ta angelska govorica, ne, ki se v bistvu giblje med nekim vzvišenim, ne, kvazi bibličnim, ampak je vedno na robu grotesknega, ki ga prestopa, pa se potem potegne nazaj, potem so eni pač upadi totalne banalnosti, ne, ka angel ugotovi, da si je natrgala stegensko mišico, a je angel pri meni žensko ospoljen, ker je pač žensko ospoljen tudi pri Kušnarju, ampak v slovenskem tekstu ima to pač več slovničnih posledic, ne. Tako da to je recimo tudi ena velika razlika med prevodoma, se mi zdi, ker ko ti v dramatis persone bereš angel, ne, in steel blue wings are magnificent ali nekaj tasga, wings, ne. Angel je, pač vsaka angel je strašna tukaj, ne vsak angel je strašen. Tako da večinoma, razen kadar ga ospolijo v it, kar se zgodi, ne, parkrat v tekstu, ne, je pri meni ona. In potem to tudi sklanjam po drugi ženski sklanjatvi. Ne? Tako. Se pravi, da it pa prevajaš z moškim spolom? Ja, pa ja. Pač kot nek standarden. Ne. Sej, to je zelo dobro vprašanje in sem o tem tudi razmišljala, ne? Ampak da bi imela pa tisto angel, pa pol še tisto angel, se mi je zdelo pa že malo ker se pač cela drama ves čas igra z spolom in ospoljevanjem, ne. Belize Boga ospoljuje kot žensko in je potem cel šokiran, ker je v pridovih vizijah pa moško ospoljen, ne, in ima pač to orgazmično razmerje z angelmi, ki so žensko ospoljene, ne. Tako da tukaj v bistvu, to so potem ene odločitve, ki so v slovenščini pač dosti bolj vidne, tako čez cel tekst, kot v angleščini, ker je pač slovenščina visoko spoljen jezik. Ne? In jaz sem se pač v to vrgla in se v bistvu tudi iz tega da narediti foro, ki je smiselna glede na izvirnik, se drugače ne bi delala, ne, samo zaradi. Ampak cela ta govorica angelska je pač res, to so neke, po en stran teološke entitete, po drugi strani so pa taki kafkovski birokrati oziroma birokratinje. Ne? Mislim, skrajno bizarno in ta govorica je bila meni neskončen izziv. No? Ne vem, jaz sem se tukaj le samo pripravil en odlom, prvi pa prizor z Belizejem in Spredom. Ja, se prečujem, pač, ok. Skratka, naprimer samo za okus, v bolnici, ki Belize pride k Predu in potem Pred reče princeska in Belize ma chérie Bichette in potem Pred Stella.
beli sneobupat, beli rev, kuku, čarobne žabe, ker tega hoče neki namazati. In potem pač imata ta zelo iskriv dialog, kakšna pa skarije, pa to nima blage veze. In tako naprej pač malo to francoščino, pa malo se tako bockata, pa malo se zmerjata, pa sta spet malo ljubeča in tako skozi se neki šiftajo te... Ampak pri njih je to, kar se bockate, je v bistvu pač skozi ena igra. To je v bistvu, mislim, da mogoče najbolj zdrav odnos v celi drami. No? Je tudi najbolj konkreten. Tudi ta Belis je v bistvu ne glede na to, da je pač Dregica, je v bistvu še najbolj, mislim tako, najbolj ima zadeve razčiščene. Tudi potem, ko Louisa tudi pač mu predoči vse, kar ga moti na njem in tako, ga pač malo postavi na realna tla. Ok, zdaj počasi bomo šli mi proti koncu oziroma na vprašanje z publike, bi pa sam še eno stvar se na hitro dotaknil. Glede na to, da je prevod Zaprtih vrat že obstaja in sta pač obedve naredili na novo, a se vama je zdelo to v bistvu v tem primeru potrebno, ker meni se recimo ta obstoječi prevod se ne zdi tako zastarel. Ne? In kako vedve kot delujoči v teatru zagovarjata posege v že obstoječe starejše prevode brez vednosti avtorja prevoda? Mislim, jaz bi iz prakse ne vem, da je pač fulažje. Če je na novo. Zaradi tega, ker pač enostavno ta prevod lih toliko star, da je na glas ga govoriti malo neroden. Ampak pač seveda se tukaj stvari pač res razlikujejo, odvisno pač seveda tukaj za kakšen tip teksta gre, ker recimo moja ena čist nedavna izkušnja je, ker sem pač delala prvič v življenju Shakespearea in sem delala z Jušem Zidarjem Kakor vam drago in smo delali Župančičev prevod, ki je pač mi bil popolnoma ustrezen, ampak je pač smo pa tukaj mešali jezik z nekim čisto sodobnimi didaskalijami pač v priredbi in smo recimo na tem nivoju pač neki stari prevodi absolutno, mislim, to funkcionira čist. Ampak v tem primeru recimo zdaj pač pri Sartru ali pa pri marsičem drugem, kaj je lih taka oddaljenost, da je pa izpade malo štorast, pa je meni boljše delati na novo. No? Drugače je treba zelo veliko popravljati. Pa mogoče tudi je v tem razlika. No? Župančičev prevod Shakespearea je tudi, pač mislim, tukaj je neki izjemen stil zraven. Medtem ko Sartrova Zaprta vrata so dokaj konverzacijska drama. Pač bi jaz rekla, da se pravi, so ene stvari, ki so dejansko stvar skorda pragmatike. Recimo, ne vem, meni je bil čist zadnja replika, pa sem jo imela prvo prevedeno, sem rekla, to je vrhunsko, in sem imela, no pa nadaljujmo, seveda ne, ker pač to tudi reče, ampak v resnici, ko sem prišla potem v procesu do tega, mislim, pač tega ne rečeš, čist pragmatično, ampak ko rečeš, ok, kje smo ostali? Tako, in zato sem pač to tudi tako prevedla, brez nadaljujmo, ampak kje smo ostali, recimo. Se pravi, to so ene stvari, ki pa so mogoče upravičljive z neko pragmatiko, to po eni strani. No. Zato so potem, in to se tisto, kar se tudi hitreje spreminja kot pa slog. Recimo Župančičev prevod Shakespearea ne bo nikoli zastaral. Mislim, pač sploh bi rada govorila o tem, da vrhunski izvirniki pa vrhunski prevodi ne zastarajo. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi pa zdi tudi ključna pri tem, ko se odločamo pač recimo za nove prevode prav tudi v gledališču, je pa to, da ti ne dobiš s tem samo novega prevoda tega teksta, ampak dobiš tudi človeka, ki je vstopil v tekst in ki je recimo ene dve dolžini pred vsemi ostalimi. In za moje pojme je potem tukaj ključno vprašanje, recimo, ali kako potem se tega človeka izkoristi. Zaradi tega, ker dejansko dobiš nekoga, ki se je izjemno intimno soočil s tem tekstom, preden so se s tem tekstom soočili vsi ostali. Igralci radi rečejo, pa tudi pač druga širša ekipa pravi, da vstopa v tekst. Medtem, ko prevajalci pogosto rečemo, da gre tekst skozi te,
v bistvu tekst vstopi vate in gre potem skozi tebe, ali pa avtor, ali pa tako naprej. Ne. In to sta zelo telesni metafori v bistvu, ne. Ampak pa mogoče malo komplementarna izraza tudi na nek način, ampak predvsem gre za to, no, da ne dobiš samo prevoda, ampak dobiš človeka, skozi katerega je šel ta tekst. Kaj lahko pa si s tem človekom pri procesu. Na novo pomagaš, tudi če so stvari potem lahko podobno rešene ali pa pač z manjšimi odstopanji ali pa tako naprej. No. Jaz bi mogoče dodala še en vidik, ker se v glavnem ukvarjam s sodobno književnostjo, no, in sem tudi z tega vidika, ki se pač veliko ukvarja z raznimi družbenimi temami, ki so seveda zelo v središču tudi v Angliji, v Ameriki. In ko sem gledala za nazaj, ne, ta Čavancev prevod izpred več kot 20 let, ne, sem v bistvu razmišljala predvsem o tem, da če postavim tako eno hipotezo, ki je mogoče malo čez palec, ampak ne čist, da so posebej zastaranju pač izpostavljeni prevodi, ki se ujamejo v bistvu v en časovni razkorak med obravnavanjem nekih izrekanjem, artikuliranjem nekih vprašanj, problemov in tako v izvirnem in ciljnem jeziku. Ne? Ker seveda vemo, da slovenščina pa angleščina v artikuliranju enih zadev nista vedno sočasni. A ne? Zdaj, če je Kušner že imel za določene stvari jezik v slovenščini, ga pa še ni bilo, ne, je v bistvu zdaj, več kot 20 let poznaj, lažje, bolj evidentno najti ene rešitve, kot jih je bilo takrat. Ne. In verjetno je tukaj, če se prevaja dosti kmalu po nastanku drame, tudi večja verjetnost, da pride do enega tazga učinka, ne, medtem ko Če recimo prevaja Shakespeara, do katerega imamo že eno distanco, čeprav tudi vsaka doba v bistvu ima svojega Shakespeara. Ne? Tudi naš Shakespeare zdaj ni isti kot Župančičev Shakespeare. Ne? Ampak vseeno je ta dinamika odnosa z izvirnikom korenito drugačna. Medtem ko z enim tekstom, ki je nastal dobrih 30 let nazaj, se seveda spreminja tako rekoč iz leta v leto. Ne? Ja, skratka... Še en argument v prid človekovi ustvarjalnosti, ne, da s prevodom dobimo tudi človeka, ki stoji za njim. Zdaj bi jaz prepustil mikrofon morebitnim vprašanjem iz publike. Izvolite. Po gumu, ker ne vidim dobro, ker mi svete oči. Ne? V redu. Najlepša hvala sogovornice za te res zelo fajn misli o prevajanju za teater. Jaz sem kar navdušen, imamo posneto v 2 izvodih, tako da se mi zdi, da so bile vaši odgovori kar pomembni. No? Tako da upam, da se jih bo dalo uporabiti za kakšne nadaljne obravnave. Prevajanja si bomo zapomnili, pa prepisali, kakorkoli. Hvala Evi Mahkovič, Živičebol in Kati Zakrajšek. Hvala vam, da ste se odeležili tega pogovora. Sem pa dobil carte blanche, da v imenu Borštnikovega srečanja navzoče povabim na predstavo ob 7 na Prometeja. Tisti, ki še nimate karte, jih boste dobili od organizatorjev festivala. Mislim, da je Nika prava oseba. Tamle vzadej, tisti, ki ste pa preko DSKP-ja, vi pa ne skrbite, vi pa pač imate karte zagotovljene. Najlepša hvala.